Poglejmo avto, ki sem ga tokrat pripeljal v to našo garažno dnevno sobo. To je Omoda 9. Velik kitajski SUV in seveda boste rekli ponovno Kitajc. Res je, ponovno je Kitajc, ampak dajmo ga pogledati od blizu. In videli boste, da je malo drugačen, zato ker ta avto je predelan v Evropi. Če bi ta avto domoval na Kitajskem, bi tukaj imeli značko Chery in ne Omoda. Ta je namreč rezervirana samo za Evropo. In tudi izgledal bi precej drugače, ampak tisto najbolj pomembno pa je, da ta avto, ko pride z Kitajske, dobi kar za 30% drugačnih nastavitev. Torej, te nastavitve pa so predvsem povezane z njegovimi voznimi lastnostmi. Ampak zdaj nas zanima, ali se te evropske nastavitve v praksi tudi občutijo na slovenskih cestah. Mi bi si v resnici želeli še malo več. Zakaj? Pa gremo pogledat, kaj mislim. Mi se zelo radi vozimo dinamično. Torej, po uživaških ovinkastih cestah. Torej, radi sedimo zelo podirkaško, nizko, radi imamo, da je volan obrnjen zelo navpično proti vozniku, da so vzmeti, da je podvozje čvrsto in da je krmiljenje zelo natančno, precizno in da je volan hiter. V Omodi pa je, poglejte, volan kar nekoliko bolj položen, malo bolj je zasukan proti armaturi, vozniški položaj je takšen visok in tudi podvozje je precej mehko. Vsakič, ko se ustavimo z avtomobilom, se na koncu še kar malo zazibljamo. Pa tudi volan na splošno je kar počasen, zelo lahko ga obračamo in na splošno na ta način ni tako zelo občutljiv na drobne zasuke ali pa na kakšne luknje, kar bodo naši sopotniki občutili oziroma ne bodo občutili na avtocesti. Ampak takšne povsem udobne vozne lastnosti niso slučajne, pač pa so se za njih zavestno odločili v Frankfurtu, ker Evropejci si, po njihovem mnenju, takšnih voznih lastnosti vse bolj želimo. In zdaj se morate preprosto vprašati, kam spadate. Ali si želite dinamičnih, skoraj športnih voznih lastnosti, ali pa se želite z avtom voziti predvsem umirjeno, predvsem brez stresa. Zakaj pa je ta odločitev tako zelo pomembna? Zato, ker boste za primerljiv evropski avto, torej takšnega, ki se bo peljal bistveno bolj dinamično, plačali precej več. Zdaj na tem mestu jaz spet ne smem govoriti o cenah, ker nam tako velevajo pravila v tem našem medijskem poslu, lahko pa vam povem razmerje med tem in primerljivimi evropskimi avtomobili. Če recimo za konkurenco vzamemo premijske nemške avtomobile, boste za avto podobnega segmenta plačali kar dvakrat več. Zakaj pa ta avto primerjamo s premijskimi avtomobili? Zato, ker je seznam opreme, torej tiste opreme, ki veča udobje v vožnji in kot obljubljeno manjša stres, ta seznam je zelo dolg. Na primer imamo krasne usnjene sedeže, ki so ogrevani, hlajeni, lahko nas tudi masirajo s tistimi značilnimi kitajskimi mačjimi tačkami. Potem imamo zelo spodoben, da ne rečem zelo dober audio sistem, pa ogrevan volan, pa takšno veliko stekleno panoramsko streho in tudi seveda tisto, kar pri kitajskih avtomobilih zelo cenimo, in to je ogromno prostora za udobno potovanje, predvsem na zadnji klopi. Še en razlog, da je ta avto pravzaprav ugoden, pa se skriva tukaj spodaj in seveda gre za pogon tega avtomobila. Ko ga boste napolnili do vrha, boste lahko z njim prevozili kar 1200 km, torej dobra konkurenca dizelskim avtomobilom. Pa to ni dizelski avto, namreč tega boste morali dvakrat napolniti. Gre seveda za priključnega hibrida, ki ima kar zajetno sistemsko moč, kar skupaj 395 kW sistemske moči ima. Seveda ne gre za seštevek, ampak večji delež, precej večji, te moči prispeva električni del tega pogona. Namreč elektromotor ima kar 340 kW moči, bencinski motor gre za 1,5 litrski štirivaljnik, pa mu služi bolj kot podpora. Torej na ta način gre za zaporedni in vzporedni hibrid, ker ponuja različne režime delovanja pogona.
Seveda, kot vedno pri priključnih hibridih, bo tudi pri temu najbolj smiselno, da ga redno doma polnite in ga največ uporabljate kot zle električni avto, tudi zato, ker je njegova baterija precej velika, ima namreč kar 34 kWh kapacitete in to bo tudi iz prakse dovolj za približno 150 km električne vožnje.